Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vse, kar se nam zgodi, je darilo. Ampak to darilo je včasih zavito v tako čuden celofan, da ti ni nič jasno. Ampak bistvo, potem, kar razmišljaš, je ravno v tem, koliko se pravzaprav zdaj mi sploh zavedamo, da je to darilo, koliko sploh vidimo, da to je. Veste, pravijo, da v življenju ni naključij, ne? Je pa res, da vse naključ je. In danes je v moji družbi oseba, ki je že marsikomu v svojem življenju odigrala vlogo tega ključa in odklenila marsikaj. Predvsem pa vse te potenciale, ki jih ima človek v sebi. In prav vsakdo jih seveda ima. V veselje in v veliko čast mi je, da se je našemu povabilu danes odzval mednarodno priznanje, eden izmed najbolj uglednih tudi predavateljev, motivatorjev in osebnih trenerjev v naši družbi. Spoštovani in spoštovane, je Boris Vene. Lepo pozdravljeni. Hvala še enkrat, da ste se odzvali. Nikaj. Kar izvolite. Veselam. Vaša življenjska zgodba je izjemna, prepletena, ogromno nekih vzponov, pa ne bom niti rekla padcev, ker se mi zdi, da sam čas in prostor sploh ne dojemate na nek linearni način, no. Res je. Sicer pa ste tudi avtor številnih knjig. Jaz osebno moram reči, da ko sem prvič dobila, zdaj se tikava, tvojo knjigo v roke, na kateri je postalo, to je knjiga, ki ti bo spremenila življenje, sem malce v dvomih pogledala, ok, pa vendarle je temu res bilo tako. No, danes bomo tudi knjigo Zdravje je v nas podelili nekomu izmed vas. Spodaj se bo izpisala tudi telefonska številka in verjamem, da vam bo prinesla marsikaj. Začela sem s tem, da je pravzaprav vse v našem življenju darilo, ampak ugotoviti, videti to na takšen način je pa ena taka posebna spretnost ali celo umetnost. Ja, jaz sem svojim otrokom zmeraj govoril, da življenje je najboljši učitelj. In definitivno življenje je proces. Proces kopanja do tistega zaklada, kar smo mi, ne? In v tem procesu imamo, bom rekel, kot pri računalniški igrici, lahko tudi tako rečeva, imaš veliko nivojev, ne? In ta prvo moraš en nivo odigrati, da potem lahko prideš na drugi nivo, in tretji nivo, in četrti nivo, in tako naprej, ne? Tako da to pa je proces in je zelo zanimiv, no? Katero spoznanje v tvojem življenju je bilo tisto, ki je naredilo največji wow efekt? A ja, se je res? Bi lahko kakšen izpostavil ta trenutek ali pa kakšno spoznanje? V bistvu, mogoče kar tako, ko si že ti sama začela na začetku, da nič ni naključje, da stvari so že nekako na enem nivoju, v bistvu je že en scenarij, ker vsak ima svoje življenjsko poslanstvo in zdaj pa mi dejansko se trudimo ga odkriti in ta pot je pa zelo zanimiva in vsak odkriva na svoj način, ne? Povedal si mi, da je v tej knjigi Zdravje je v nas en tak odstavek, ki pove zelo veliko. Lahko mogoče slišimo tale odstavek? Veš kaj, bi ti ga dal kar za prebrati, tukaj sem ga v zelenem označil. Dobro. Ker mislim, da s tvojih ust se bo lep slišal, kakor skozi moja. Hvala lepa. Takole, torej, citiram. Ugotovil sem, da svet okoli sebe doživljam izključno skozi lastno prepričanje o njem. Čustva, ki jih ustvarjam, so v bistvu razlaga oziroma zrcalo dojemanja sveta. Moj svet temelji na tistem, kar doživljam. Doživljam tisto, kar izražam. Izražam pa lahko le, kar se sklada z mojimi prepričanji in pogledi na svet. Torej je moja realnost pogojena s tistim, kar skozi specifični pogled na situacijo doživljam tisti trenutek in ne z ničemer, kar se dogaja v okolici in kar drugi izražajo do mene. Wow. Se pravi, bistvo vsega je, da se sploh ničesar drugega ni, kot mi sami, se pravi, mi sami vse doživljamo in se odločamo vsem. Tako je. Jaz sem bil šokiran, velikokrat sem bil v Indiji, v ašramih in tako naprej. Meditirali smo po 6, 8, 10 ur, ne? In ko dejansko recimo v enem momentu reče, saj baba prav, jaz sem Bog, ti si Bog, samo jaz to vem, ti pa tega še ne veš. Se pravi, mi smo kreatorji oziroma so kreatorji. In mi, ne vem, 20 let nazaj sem že predaval čisto intuitivno, ker hvala Bogu imam zelo dobro intuicijo, da mi imamo v sebi tako moč, da lahko ustvarimo nov planet v vesolju. In to je res. Dejansko imamo neskončno moč. Samo koliko pa mi zdaj to uporabljamo, to je pa čisto druga zgodba.
In ko kopljemo pač to globino, iščemo ta zaklad, ker smo v bistvu mi ta zaklad, je velik proces in na tej točki, kot sem že voda omenil, je pa kar dost, rečemo, narekovajo pasti, v katere se lahko ujamaš. Ampak v bistvu življenje je igra in dejansko ne bi jo igral in smisel življenja je v tem, da ko greš na poti in svoje vizije ali karkoli, da na tej poti res uživaš in se radostiš in ni poanta v cilju, ki ga dosežeš. Recimo, če dam en tak slikovit primer. Če ti dejansko recimo želiš iti na eno goro, visoko goro in dosežeš vrh, ne, imaš seveda več možnosti, tudi odvisno od kapitala, ki ga imaš, ne, in ena možnost je, da lahko greš recimo s helikopterjem do vrha. In dejansko na vrhu si uživaš in tako naprej miratelj, ampak v bistvu tistega, kar ne bi naredil na poti, ne doživiš. In ta zmaga je zelo grenka. To je osvajanje vrhov, ki nima noben pomen. Ampak poanta je v tem, ko ti na poti do tega vrha v bistvu luščiš vse, kar ti nisi. Recimo v knjigi sem uporabil besedo čebula, da lupim čebulo. In velikokrat me tudi ljudje vprašajo, ne, ker pri čebuli, ki lupaš, velikokrat tudi jokaš, solze tečejo, ne, in vprašajo, koliko časa pa je treba lupati to čebulo. Pa moj odgovor ponovadi je, jaz za vas to ne moram reči, ampak za sebe pa vem, da to bo trajalo do konca mojega življenja. Ne. Ja. Tako da uživamo na poti in se radostimo in to je tisto, ne, kar je pomembno. Pred kratkim sem bila na eni delavnici, kjer smo se spraševali točno to, kdo si ti. In tukaj se potem odvrže stotine in stotine stvari in se mi zdi, da bolj vemo, kaj nismo, kakor kaj smo. Ja, to je bil tudi eden od mojih citatov, eni od prvih knjig, ki je bil napisan. Ko sem dajal v svoje službe, sem bil reden delovno razmerju, samo nekaj mesecev in ugotovil, da to ni to. In potem sem dal odpoved. Ne? In moj šef mi je rekel, kaj v teh časih, ne, pa to je bilo precej cajta že nazaj, ne, nekaj desetletij nazaj, ko v teh časih boš dal odpoved. To je pa zelo zanimivo, ne, a ti sploh veš, kaj hočeš v svojem življenju. In takrat sem rekel, ja, imate prav, mogoče ne vem, kaj hočem, zagotovo pa vem, česa nočem. In to je ta služba. In sem rekel, to je že pol uspeha. Ne. Se pravi, da nekje začnemo, mogoče že na ta način, da nekje zaznavamo tistega, česar nočemo. In ločimo od tistega, kar pa želimo. Ne. Sam zdaj smo pa na enem takem spolskem področju, ne, ker sedaj skozi vse to, ta amerikanizem, če temu tako rečemo, vse ta učenja iz Amerike in tako naprej, you can do it in vse te stvari, to so daleč od resnice. Ker vsak človek ima svoje življenjsko poslanstvo, unikatno življenjsko poslanstvo. In če jaz ne vem, kaj je moje poslanstvo in se samo primerjam, potrjujem z nekom drugim in dejansko hočem na tem področju biti boljši od njega, ne živim pa svojega življenjskega poslanstva, you can do it, mi bo polomil vse zobe, pa verjetno mi bo vzel tudi življenje. Ne? Tako je. Tako da te stvari so v bistvu... Po svoji poti. Ja, sam zdaj pa spet po svoji poti in potem kaj naredimo? V bistvu imamo neskončno knjig na razpolago, neskončno materialov na razpolago in sedaj ločati zrne od plevela. Ker en od primerov je, tudi ko sem iskal svojo pot ozdravitve, da ogromno avtorjev v bistvu učijo, kaj in kako narediti. Semejhen smo že v prejšnji oddaji rekli, ampak poanta ni v tem, kaj učijo, ampak poanta je, da večinoma avtorjev dobesedno pripisuje drug od drugega. In na koncev v bistvu dobiš knjigo, v kateri je ogromno povzetkov in dejansko, ko hočeš najti tistega začetnika, ga sploh ne najdeš. In na koncu vidiš, da v bistvu vse to je cel kup neresnic. In recimo, eden od šokantnih podatkov, ne, recimo pač imam, hvala Bogu, dosti kolegov, ki so vrhunski na tem področju, recimo v Ameriki in dejansko ta success industrija, jaz se upravičujem, če kakšno angleško besedo uporabljam, ampak ne gre drugače, v bistvu je dejansko zelo, bom rekel, ljudi zmanipulirala. In ja, seveda, kdo je tukaj en Slovenček, narekovajo, ki to pa uči drugače, ampak glede na rezultate očitno se nekaj zgodi. In recimo, če ti dam en šokanten podatek, ta self-help industry, ne, če tako imenujeva, kaj misliš s svojimi programi, ki stanejo po $50, $100, $500, $1000, $10,000, $20,000, kakšna je njihova uspešnost dolgoročno? Kaj misliš? Jaz samo v procentih. Cirka. Okay. Dolgoročno ziher ne. 30–40%? Uspešna ali neuspešna? Uspešna. V bistvu je v 97% neuspešna. Neuspešna. Zakaj? Dva razloga, sta bistvena razloga. Ker vse bazira na postavljanju določenih ciljih in delovanje you can do it na osnovi volje. In zdaj, če pogledam najnovejša znanstvena odkritja od nevroznanosti, dejansko dokazujejo, da naša
se pravi, naš ima v bistvu dejansko ima 5%, 95% je pa naše nezavedno. In ko mi tako radi govorimo o pozitivnem razmišljanju, v bistvu govorimo o 5%, ne govorimo po 95%. Ker je pa bistvo. In kar je pa še hujš, Dan Gilbert iz Harvardske univerze zdaj dokazal, da v bistvu expectations are happiness killer, se pravi, pričakovanja so v bistvu uničujejo srečo. In dejansko še hujš. V bistvu na ta način se ustvarja tako imenovan kroničen stres, ker dejansko, ko ti baziraš vse na ciljih, je kroničen stres, ker tega ne moreš dosegati. Ampak zdaj spet, potem pa se pojavi vprašanje, torej ne sme imeti ciljev. Absolutno cilj je fajn, vsa ta strast je fajn. Ampak vedno, da dovoliš, da se ti sploh zgodi, ne, da si ves čas pod pritiskom. Mora se zgoditi, mora se zgoditi. Ne, poanta je tle, en slikovit primer bo dal, se zelo dobro da razložiti. Recimo, predstavljajva si, da sediva zima, sneg, peleva, zdrsiva s ceste. Dobro. In potem, jasno, treba je priti na cesto nazaj in tukaj rabaš ta cilj in da potisneš avto in da pride nazaj na cesto. Ampak, če ti to isto energijo potiskaš, bo šel na drugo stran čez cesto. In v tem je zdaj poanta. Se pravi, in če izhajamo iz tega, da cilji so tisto, kar nam dejansko povzročajo stres, oziroma tako so že šamani rekli, nič ne pričakuj in nič ne obljubljaj, pa boš srečen. Se pravi, v prvi fazi cilj, strast, super, da se premaknemo iz te nične točke, ker veliko ljudi je na določeni točki, ko rabi življenjsko energijo, ko rabi potisk, da se premakne. Ampak potem, ko se premakneš, ne smeš pa z isto silo tiščati naprej, ker daš boš zdrsnil na drugo stran ceste. Tudi sama sem bila v fazi, ker sem imela ogromno ciljev od polne lune do prazne lune, od prazne lune do polne lune in do vsega skupaj, pa veliko nekih pričakovanj, skozi pričakovanj, potem so se mi pa, pome pa življenje in situacije so me pripeljale do tega, da zdaj pravzaprav, ja, saj imam neke cilje, pa mogoče že, ampak predvsem verjamem oziroma zaupam samo to. In se tukaj potem odvijajo stvari. Tako da ja, razumem, mogoče ne znam tako dobro povedati, ampak razumem, o čem teče beseda. Mogoče bi želela spregovoriti tudi o krizah. Vsak človek lahko doživi in doživlja različne krize. Ali je to na ljubezenskem, partnerskem področju, ali je to v službi, ali je to s prijatelji, kakorkoli že. Kako bi morali gledati in dojemati vse te krize, ki se nam zgodijo? Mogoče kot dobrodošle? Ravno zdaj sva z dr. Valovo, to je zelo ugledna kirurginja, MBA-ovka, holistična zdravnica, sva naredila intervju in ona mi je na to temo postavila podobno vprašanje. In v bistvu ta intervju je ratal na 12 tipkanih straneh in dejansko prva stvar, tako kot si že rekla, kriza je darilo. In mi dejansko iz tega razmišljanja, o katerem smo zdaj, da je kriza kot kazen, je ravno obratno, ker sedaj v bistvu se rušijo vsi sistemi, politični, gospodarski, šolski, zdravstveni, finančni in se stvari postavljajo na novo. Recimo v tem krogu, v katerem sem jaz, vlada ogromno, če temu tako rečemo, optimizma, sicer jaz ne lečujem na pesimizem pa optimizem, imam drug pogled, se pravi visoka in nizka vibracija, ampak o tem mogoče kdaj drugič. In vlada zelo velik optimizem iz tega stališča, ker sedaj točno vemo, da človek na ta način sedaj prehaja v fazo, ko bo začel kreirati svojo prihodnost. Se pravi, ti sistemi morajo odideti, ker so pač, bom rekel, na tej stopni zavedanja, na tej točki so v bistvu v večinoma že neuporabni. In dejansko potem začne sploh spoznavati svojo moč. In če zdaj izhajamo iz teh 95% nezavednega, potem se začnemo zavedati, da v bistvu imamo praktično z večinoma naših potencialov še neizkoriščenih in ko začnemo zaveščati, da je to v bistvu da je kriza v bistvu darilo, zato da se obrnemo vase, da začnemo živeti svoje poslanstvo, ker sedaj je veliko ljudi, ko je v obilju, živi po inerciji in dejansko se prepušča, ampak ko se pa stvari zaostrijo, žal ne znamo drugače, rabimo krize, ker če bi v bistvu mi poslušali svoje srce, ne rabimo nobene krize in bi mi ves čas lahko v bistvu živeli v skladu s to vibracijo, ki ves čas narašča oziroma s tem razvojem, ne. A bi lahko rekli, a je to mogoče malce preveč pogumno, da vse krize, ki se dogajajo na svetu, nam samo kažejo to, da začnemo delati tisto, kar resnično sami srčno želimo in nam je namenjeno
in pravzaprav imamo tudi tukaj sposobnosti. Definitivno je kriza obrat vase, oziroma je potreben obrat vase, samo tukaj moramo nekaj paziti. Ker recimo, ko se nam zgodi kriza, recimo, jaz sem zelo veliko volje, sem zelo vztrajen. In če bi jaz recimo, ko sem mogel spremeniti način življenja, pogled na se, na druge, na svet, in če bi jaz imel krizo samo na področju, bom rekel, denarja, bi se v bistvu zakopal še bolj v delo in bi še bolj delal. Že tako sem preveč delal. Se pravi, kriza te velikokrat zadane na tistem področju, na katerem si najbolj dovzeten. In to ne pomeni, da moraš v bistvu na tistem področju stvari spreminjati. Ampak se moraš obrniti vase in v tem primeru velikokrat se moraš obmakniti in da dejansko slišiš lahko svoje srce oziroma tisto, zaradi česar sploh si tukaj oziroma zaradi česar si se rodil. Ne? No, zanimiva knjiga, Zdravje je v nas, predvsem pa, zanimiva je mogoče malce, ni ta pravi izraz, je pa vsekakor knjiga, ki vam lahko spremeni ne samo pogled na življenje, ampak predvsem zavedanje lastnega sebe in odkrivanje vsega, kar imate v sebi. Tole knjigo bomo podelili čez nekaj trenutkov. Mene prav zanima, kdo jo bo dobil. Zdravje je v nas, torej kako s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagati torej največjo krizo v svojem življenju. Se mi zdi, da vse še nekako gre, ko pa zdravje, ko se pa zdravje načne, takrat se mi pa zdi, da se ljudje prav zares obrnejo kakšnim drugim metodam in spremenijo način razmišljanja. Jasmina, prvo bi rekel, da ta knjiga Zdravje v nas je v bistvu, so v njej vsa orodja, kako rešiti krizo. Ne samo zdravstveno, ampak tudi finančno ali pa krizo na partnerskih odnosih. Tako da v bistvu noter so, bom rekel, starodavna znanja in sedaj imamo to milost, da živimo v času, ko znanstveniki dejansko potrjujejo ta znanja in dokazujejo, da so starodavna znanja v bistvu že to. Sam se mi zdi, da premalo ljudi, recimo vsak dan preberem kakšno znanstveno dognanje in sem wow, zakaj ni to na prvi strani vseh novic in vseh časopisov, ki obstajajo. Pa vendar ne pride do tega. In potem ljudje sploh niso seznanjeni s tem, kaj tudi znanost, do kakšnih dognanj prihaja, kakšni so rezultati raziskav. In škoda, ampak vedno več je medijev in vedno več je kanalov, preko katerih te informacije crljajo, in tudi na vas je, da si vzamete čas za te stvari in da dejansko se poglobite v to in da si dovolite malce razširiti vso to obzorje. Se pravi, za vsa področja življenja. Ja, prva stvar, ki moramo sploh poudariti, vsa industrija, ki sem rekel, da je 97% dokazano znotraj industrije v zadnjih 50 letih, da je neuspešna, temelji na 3 točkah. Lahko ima 10 točk, ampak 3 so tiste bistvene. Zamisli si, kaj si želiš, naredi si načrt in v bistvu deluj. Just do it, ne? Ampak v bistvu to sploh ni tista prava pot, ker vse to deluje na teh 5% na moči volje. Poanta je pa v tem, da mi ljudje imamo v bistvu skozi v bistvu odraščanje, smo prevzeli določene vzorce ljudi. Dokazano je, da od 1. do 6. leta starosti si v tako imenovanem teta stanju, da dobesedno downloadaš programe svojih staršev, okolice, kulture in ti programi so v bistvu milijonkrat močnejši kot zavedni programi. In dejansko, če zdaj hočemo to spremeniti in tudi zdaj znanstveno dokazan, če ti želiš na enem področju postati uspešen, na katerem še nisi bil uspešen, ker moraš vse te vzorce spremeniti, imaš možnosti 1 proti milijon. Torej, tisto, kar je pa pomembno tukaj vedeti, je pa to, da v bistvu vse te cilje, da prvo, mi imamo tako imenovan človeški virus. Se pravi, vseh teh vzorcev in dokazanje, da na tem nezavednem je cirka 70% je negativnega tega. In mi moramo kot prvič to deprogramirati, potem na nov programirati in potem šele moč volje lahko uporabimo. In da lahko delujemo. Tako. Odlično, Aleksandar je na naši telefonski liniji, oziroma Aleksandra, dober dan. Dober dan, Aleksandra, pri telefonu. Pozdravljeni, gospa Aleksandra, po vašem tonu sedečem, na štajerski konec bo šla tale knjiga, ne? Na štajerski konec, tako. Odlično, takole, Zdravje je v nas, knjigica je seveda vaša in verjamem, da boste našli mnogo daril v njej. Ja, super, hvala lepa. Hvala tudi vam, lepo pozdravljeni. In seveda hvala tudi vam, tale trenutek nas spremlja nekje 50 000 gledalcev in gledalk. Vam ponudim še nekaj sekund, da izkoristite za pomembno sporočilo, ki ga imate za Slovence. Ja, v bistvu se bo mogoče slišali malo že oguljeno, ampak kar se mene tiče, srce je še vedno tisti glavni učitelj in tisti, ki lahko zaznava stvari. Ampak mogoče bi rekel kar tako, kar v bistvu jaz te stvari doživljam. V bistvu naša naloga je samo odpreti srce, da potem, da ta brezmejna inteligenca, božanska
energija deluje skozi nas. In v tem primeru mi postanemo samo inštrument in da se potem ta božanski načrt lahko zgodi skozi nas. Najlepša hvala, Boris Fene je bil v naši družbi. Hvala tudi vam.